Čeprav se sezona lige NBA uradno začne 25. oktobra, to ne pomeni, da košarkarji na drugi strani Atlantika počivajo. Jutri se namreč začnejo prve tekme predsezone. Miami Heat, za katere igra tudi Goran Dragić, pa imajo prvo tekmo v torek. V malo drugačni vlogi, ko se je družil z mladimi, pa ga je to poletje ujela naša otroška poročevalka Tinkara. Hej, jaz sem Tinkara. Košarko treniram že 7 let. Letos pa smo bila z našo ekipo druge v ligi košarkarski superšolar. Eden izmed mojih najljubših igralcev je Goran Dragić. Komaj čakam, da ga spoznam. A ti je bolj všeč vloga košarkarja ali sodnika? Mislim, da sodniško delo je zelo težko, še posebej na profesionalnih tekmah, tako da sem raje košarkaš. Koliko resnih poškodb si imel v svoji karieri, glede na to, da v NBA igrate bolj agresivno igro kot v Sloveniji? Od šivov, zvinov, gležnov, seveda dvakrat zgubil zob, ampak to so te manjše poškodbe, ki ne vplivajo glih kaj na igro. Kaj bi pa počel, če ti v košarki ne bi uspelo? Trener, mogoče vzgojitelj, kaj tasga, me pa zelo veseli delo z otroci. Kako sta se pa z bratom razumela, ko nista bila na igrišču? Izven igrišča sva se super razumela, veliko sva se družila, imela sva iste prijatelje, tako da smo dostikrat igrali različne športe, ampak kadar smo prišli pa na igrišče, smo se pa zmeraj kregali. Vedno sem si želela zavrteti žogo na prstu, pa mi nikakor ni uspelo. Mi bi lahko to pokazal? Tudi jaz ne znam zavrteti žoge na prstu, po mojem sem edini košarkaš, tako da res ne znam. Zdaj vem, da je za pot do NBA potrebno veliko odrekanj. Žogo pa se bom morala naučiti zavrteti nekje drugje. Adijo!